Dobro jutro. Skočil sem mogel tlele ven na teraso, zato da dobim sekundice miru in v teh sekundah upam, da mi bo uspel posneti tale video. Gre za to, da je danes Jožefovo, danes praznujemo svetega Jožefa in ja, 100 pa še malo več, za Gospoda je že za menoj. Moram reči, da je kar bogato danes, a ne. Pa tudi te dni, ne vem, splošno, za mene je tole domače bivanje in sobivanje ob tem, da imamo 3 šoloobvezne otroke, pa enega majhnega, ki ga je treba čuvati, je kar bogato, no, moram reči, je kar tudi po svoje naporno. Printer bo pregorel glihkar, vsak dan po 15 mailov, mislim, pride noter. Otroci morajo delati, pa seveda disciplina ni enaka šolski, oziroma se na to domačo disciplino šele prevajamo. Tako da zdajle se nam gor že na polno dogaja, še majčkeno pa bo treba pognati kolesje dela za šolo. Popoldne vrt ali pa kaj zunaj za narediti, zdajle je idealen čas, hvala Bogu, da gremo lahko ven, da imamo možnost biti kje zunaj, da nismo v bloku. Vsaka čast vsem, ki ste v blokih, res. No in zdaj, ko smo rekli 300 na dan, ne, se pravi ena za Gospoda, ok, to zjutraj narediš, sam prej ostaneš, v redu, super. Jaz moram reči, da jo krvavo rabim, zaradi tega, da zdržim čez dan, pa da potem kasneje dobim noter še tisto ta drugo 100, ki je običajno za otroke. In seveda ne morem za vse otroke enako število 100 nameniti vsak dan, tako da se nekako osredotočam, da vsakega po enega na dan nekako obdelam, pa vse ostale še skupaj, pa tako. Pa žal velikokrat zmanjka 100 za ženo, oziroma mi je včeraj zmanjkala, čistko pač vse skupaj delava, sva ves čas skupaj in tako naprej. Moram reči, da je prišlo tudi do kar nekaj stresnih trenutkov z visokimi povzdignjenimi toni že do zdaj. Ampak tista 100 za ženo nekako, če se posebej ne potrudim za njo, pismo, da bi kar zmanjkala. Tako da danes sem si zadal, evo, 100 za ženo, tlele se bova usedla na terasko, bova kavo si prinesla popoldne in se bova začela pogovarjati. Se pravi, namenski posvečen čas, ki bo samo za ženo, a ne. In tukaj je nekaj, kar v bistvu rabim pomoč od zgoraj. Kot jo je očitno imel tudi svet Jožef, on je bil mož tihih dejanj in tiha moč, pravi današnja Božja beseda, oziroma beseda med nami, je bila tista njegova značilnost, ki mu je omogočila, da je to svojo skrb za Jezusa naredil tako, kot je bilo prav. Vsega je tudi posračkal, ne, smo prebrali, sta šla en dan huda, brez da bi opazila, da je bil Jezus v templju, ne, ampak pismo tip je dobro naredil svojo nalogo, ne. In tudi jaz molim, da bom kot mož in kot oče, sploh v teh stresnih dnevih, za ženo so to emocionalno mogoče še posebej stresni, da bom ohranil to trdnost, to tiho moč, ki pa jo lahko dobim samo od Boga, zato da sem tudi sam takšen trden, močen, in da bom to ohranil in dajal tudi svoji družini, da bomo lepo urejeno delali naloge za šolo, pa da bomo obenem tudi skupaj kvaliteten čas preživljali. Blagoslovljeno Jožefovo, vse najboljše vsem Jožetom in Jožicam. Srečno z Bogom.